Drage gledalke, dragi gledalci, lepo vas pozdravljam v novi kroniki tedna. Pretekli teden je minil v znamenju obiskov prvega od dobrih decembrskih mož svetega Miklavža. Preteklo nedeljo se je ustavil na Dovjem, da pa bi otroci lažje pričakali njegov obisk, so zanje pripravili tudi igrico. Koliko otrok je pridnih, ki ne delajo ničesar? To imam jaz rad. Zakva se počil? Zakva bi pomagal? Kako si me ustrašil? Kaj pa delaš tukaj? Nisi že dovolj hudobije prinesel? Še nikoli moje oko ni vzrlo take lepote. Kako lepe modre oči imaš. Parkel, se ti delaš norca iz mene? Ko te pogledam, se mi svet zdi lepši. Se tudi meni zdi, da lepšega Parkla na tej zemlji ni. Primi me za roko in odprešiva noče. Ne vem, Luciferju gotovo ne bo prav. Ostali pa se bodo zafrkavali iz mene. Ampak jaz sem pripravljen. Želim postati angel. Mi lahko pomagaš? Veš kaj, angelčki so lepi, ne pa tako posmati in temni. Imajo krilca in angelski sil. Imam idejo, vsegi se naslov. Dragi angeli, danes smo se zbrali zato, da v našo družino sprejmemo nekoga, ki bi rad počel tako dobra dela, kot jih to počnemo tudi mi. Prosim, ponavljaj za menoj. Obljubim, da bom delal dobra dela, in pozabil na vse hudobije, ki so se mi do sedaj podile po moji glavi. Obljubim, da bom otroke učil delati dobra dela. Parkel, kaj pa počneš? A jaz to prav vidim? A ti misliš, da te tako lepa obleka lahko spremeni v malega angelčka? Sledil je težko pričakovan obisk. Dober dan! A sem jaz slišal, da ste vi mene klicali? Ja! Kakšni glasovi, a ste to sami pevci? Ne, Alija? Ja, koliko vas je spet tukaj? Ja, če bi bilo pri maši toliko ljudi, kako bi bil gospod župnik zadovoljen. Pa jaz tudi. Lepo počasi, dajmo si skupaj. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Počasi ne na konc, jaz sem že na konc. Vsi skupaj. No, pa bomo zmolili tisto, kar zvečer molite, prav? Oče naš. A oče naš molite zvečer? No, dajmo sveti angel, prav? Vsi skupaj zelo na glas, prav? Da nas sliši cela vas. Sveti angel, varuh moj, bodi vedno ti z menoj, stoj noči in dan ob strani, vsega hudega me brani. Prav prisrčno prosim te, varuj me in vodi me. Amen. Sveti Miklavž in njegovo spremstvo so v nadaljevanju dobro pregledali zlato in črno knjigo, v kateri piše, kako so se otroci obnašali prek celega leta in seveda tiste, ki so bili pridni in malo manj pridni, tudi obdarovali. V Kranjski Gori pa se je prav tako preteklo nedeljo Miklavž s svojim spremstvom, angeli in parkeljni, ustavil kar v prelepi, idilični alpski vasici. Dobro večer. Tako moramo tega strica tlelemo, pa palca, da bo pustno, da se bo spakaril. Dobro večer. Dobro večer, otroci. Pozdravljeni. Kaj vas je, kako ste pridni. A ste bili pridni, ne? Ja, jaz vem. Ker sem cel let takol hodil pa gledal,
če ste zobe umivali, pa če ste mamice ubogali, pa če ste zgodaj spat hodili. In tiste sem napisal ta zlata knjiga. Izvoli. A ste bili vi kaj pridni? Ste bili, ale, Lara že ima, takole, tako, izvoli. Mir, Parkeljni, mir. Vse so bili pridni otroci. Tlele jih imamo še ne par. Izvoli. Miklavž ali Nikola je bil v 4. stoletju škof v mestu Mira, današnji Demre v Turčiji, in je krščanski svetnik. Marsikje njegov god razumejo kot dan krščanske dobrodelnosti, saj se z materialnimi darovi spomnijo zapuščenih, revnih in osamljenih otrok. Gre za enega najbolj priljubljenih svetnikov, saj je z njim povezano tradicionalno obdarovanje. Običaj izhaja iz Nikolajeve radodarnosti in solidarnosti. Ko so mu starši zapustili premoženje, ga je razdelil med reveže, sam pa postal redovnik. Svojim vernikom je hotel biti zgled zlasti v dobrodelnosti. V prejšnjem stoletju se je skoraj po vseh slovenskih pokrajinah razširilo miklavževanje, obhod Miklavža s spremstvom na predvečer svetnikovega godu. Prvi od 3 dobrih mož pa ni pozabil niti na stanovalce doma Viharnik v Kranjski Gori. Sveti Miklavž je v spremstvu angelčkov in parkeljnov obdaril vse po vrsti. Dobar dan. Kot vidite, je leto spet naokrog. Tako sem obljubil, sem vas spet prišel pogledati. Kako se imate? Sveti Miklavž že 4. leto obiskuje stanovalce doma Viharnik v zasedbi angelčkov in seveda tudi hudičkov, parkeljnov. Prihaja pa predvsem zaradi tega, ker je to neka tradicija in pa seveda, kot je za to tradicijo značilno, da pohvali pridne in nekako pokraja tiste malo manj pridne. Miro, kako? Zdaj te nam tudi pojeti. Izvolite. Hvala lepa, gospod Miklavž. Malenkost, pozdrav ostanite, da se drug let spet vidimo, a ne? Ja, dobro bi bilo. Izvolite, gospod. Prosim. Gospa, izvolite. V glavnem pridem morate biti, pa bogati jih morate, pa pozitivno razmišljati. Miklavž bo obdaroval vse stanovalce. Pri tem ne bomo pozabili tudi na tiste, ki so zaradi svoje nepomičnosti nekako vezani na posteljo. Obdaroval jih bo pa ne ravno z rožiči in suhimi hruškami, ampak z mandarinami ter pekovskim pecivom. To je naš časopis, da boste brali, ja? S pomočjo sponzorjev, kot je občina Kranjska Gora ter ostali, za kar se jim lepo zahvaljujem ob tej priložnosti, vsako leto izdamo tudi bilten, ki nekako povezuje dogodke, ki se dogajajo v domu Viharnik, s kronološkimi meniki ter posebnostmi, ki so značilne prav za naš dom. Nasvidenje, lepo se imejte, drug let se pa vidimo, a ne? Lepo vabljeni pa na ogled doma Viharnik, ki je v prazničnih lučkah z jaslicami in dogodki, ki vam bodo popestrili mesec december. Vabljeni tudi zato, ker so starejši del družbe in so veseli kakršnega koli obiska ter vaše pozornosti. Alpska vasica v Kranjski Gori težko pričakuje sneg. Prav tako ga težko čakajo na smučiščih in nasploh po celotni Zgornjesavski dolini. Prav zato so včeraj pripravili mašo za sneg, ki jo je daroval kranjskogorski župnik Janez Šimanc. Gospod Jezus Kristus, pripravljamo se na praznik tvojega rojstva.
Gospod, usmili se. Ti si luč, ki razsvetljuje vsakega človeka. Kristus, usmili se. V tem času nas vabiš, da odložimo dela teme. Gospod, usmili se. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Molimo. Bog naš Oče, Tvoje ljudstvo se živo vero pripravlja na praznovanje rojstva Tvojega Sina. Naj doživimo veselje teh velikih skrivnosti, ter jih slovesno in radostno obhajamo. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Tvojim Sinu, ki s Teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. In blagoslov jaslic, ki so na ogled pred cerkvijo poleg adventne sveče. Luč si za svet, ki je tema si zarja, luč, ki odpira oči. Ko na adventnem venčku zagori tretja svečka, ko se adventni čas nepreklicno prevesi v svojo drugo polovico, ko smo pol poti vsaj že prehodili. Cilj je blizu in zato je v naših srcih veselje. Nocoj smo zbrani tukaj, da bi blagoslovili te jaslice. Seveda še brez Jezuščka, on se rodi na Božič. A vendar sta že tukaj pred nami podobi Jožefa, Marije in nam brez besed pripovedujeta o Božji ljubezni do nas in nas vabita, naj tudi mi skupaj z njima stopimo na poti v Betlehem, da bi lahko na koncu tudi pristopili k jaslicam. Molimo. Dobri Oče, ob jaslicah razmišljamo o rojstvu Tvojega Sina in Tvoji veliki ljubezni do nas. Polnih hvaležnosti Te prosimo, blagoslovi te jaslice, da se bomo mogli ob njih srečati z novorojenim odrešenikom. Tvoja milost naj nam pomaga, da bomo ob jaslicah mogli iskreno moliti, ter z veselje sprejeti luč, ki je na sveto noč zasvetila človeškemu rodu, po Kristusu našem Gospodu. V Liznikovi domačiji v Kranjski Gori so odprli gostujočo razstavo Kmečka domačija v Kanalski dolini in tipični ambienti v Furlaniji. Gostimo razstavo iz etnografskega muzeja v Naborjetu in sicer o kmečki hiši v Kanalski dolini in o tipičnih ambientih v Furlaniji. Mislim, to so izdelki oziroma makete in miniature od avtorice Franke Venuti, ravno tako iz Italije, ki živi tudi v Trbižu. Nekako nam vračajo gostoljubje, ker mi smo dvakrat že gostovali v tem etnografskem muzeju in zdaj prihajajo oni. Razstavo je odprl kranjskogorski župan Janez Hrovat. Lep dober večer v Kranjski Gori. Res, kot sem že iz ust Rudija Bartolota slišal, je to ideja, ki jo res tudi občina Kranjska Gora izjemno podpira. Tudi sam sem bil prisoten lansko leto, sicer prvič v Beneški palači v Italiji in v Naborgetu, in bil sem priča res temu pristnemu odnosu, sodelovanju med strokovnjaki iz Slovenije, Italije, ki skupaj sodelujejo, ki skupaj
pač pripravljajo stvari, da nam zgodovina postane bližja in da se nam prihodnost zdi bolj enotna, bolj enostavna. In jaz verjamem, da na tem področju, kjer smo že v stoletjih živeli skupaj pod istimi zastavami, pod istimi duhovniki, pod istimi cesarji oziroma grofi, da bomo tudi zdaj, ko več ni mej, lahko živeli skupaj enako in sodelovali samo še bolje. Kjer potok izvira v skalovju hladan, oj Triglav, moj dom, kako si krasan. Razstava bo na ogled do 4. februarja prihodnje leto. Mislim, da je razstava zanimiva že zato, da lahko nekako primerjamo to bivalno kulturo oziroma staro tradicionalno opremo, kako je bila, kakršna je bila na drugi strani meje, mogoče z našo. Sigurno so tudi neke skupne korenine glede na to, da so na drugi strani zamejski Slovenci in tudi njihovi nekdanji domovi. Seveda so pa sigurno vplivi romanski in pokrajine in tako naprej. V četrtek ob 16. pa bo v Liznikovi domačiji v Kranjski Gori predstavitev zimskih običajev v dolini s peko hlebčkov v kmečki peči. Gosti bosta Darinka Tarman in Dušica Kunaver. Drage gledalke in gledalci, prelistajmo še koledar prireditev prihajajočega tedna. V sredo ob 17. bo redna seja Kranjskogorskega občinskega sveta. Na dnevnem redu so med drugim imenovanje direktorja Komunale Kranjska Gora, odlok o proračunu za prihodnje leto ter letni program športa in kulture za prihodnje leto. Sejo bomo prenašali na naši televiziji. V četrtek ob 17. bo v telovadnici osnovne šole 16. decembra Mojstrana prireditev ob krajevnem prazniku z naslovom Po praznikih diši. Mešani pevski zbor Kranjska Gora bo v alpski vasici v Kranjski Gori nastopil v petek ob 17. V Ljudskem domu v Kranjski Gori bo v soboto ob 17. na ogled lutkovna predstava Lizika, igrica o razvajeni kozici v izvedbi lutkovnega odra Kut Pirniče. Na trgu Olimpice v Mojstrani bodo v soboto ob 17. nastopili Triglavski zvonovi. Kulturni dom na Dovjem bo v soboto ob 19. gostil Matjaža Javšnika z monokomedijo Striptiz. V soboto ob 17:45 v alpsko vasico v Kranjsko Goro prideta Snežna kraljica in Ledena princesa iz Ledenega kraljestva. Drage gledalke in gledalci, pa smo pri koncu še ene kronike tedna. Imejte se lepo, želim vam prijetne decembrske dni in nasvidenje do prihodnjič.